pač lažje je skažati s prstom drugega, kot pa pogledati vse te tri, ki kažejo nazaj na tebe. Ne? Življenje nam na pot prinese ogromno izkušenj in na nas je, kako se na nje odzovemo. Kako živimo, kako jih nosimo in kako skozi njih rastemo. Danes je z mano Maja Fridl, ki stoji za podjetjem Pot k sebi. Njeno delo se dotika tistih plasti življenja, ki pogosto preslišimo. Odnosa do sebe, notranjega miru in odnosa z drugimi ter tega, kako sploh živimo. Nekateri včasih skoraj da ne živijo. Veselim se tega pogovora, ker vem, da bo šel malo globje. Maja, lepo pozdravljena. Bravo, Nina, hvala ti za to. Me je v začetku kar malo ganilo in sem kar malo zadrževala solze. Hvala za to lep nagovor. Če te moram popraviti, magistra psihologije sem. To si verjetno spletne strani vzela, so zastareli podatki, nisem še ažurirala. Še boljše. No, imamo potem priložnost, da se pogovarjamo z magistro psihologije. Tako da bova res lahko mogoče malo bolj ne samo teoretično, ampak predvsem tudi praktično raziskovali, mogoče kako delati spremembe na sebi, kako delati spremembe v odnosih, zakaj so te pomembni, ampak najprej bi se mi dotaknila tistega vprašanja, ki je mogoče ga vsi nekako, če lahko rečem napako, oziroma ta vzorec imamo vsi. Ne? Zakaj želimo spreminjati najprej ostale okolje, stvari okoli nas, zakaj je najtežje delati spremembe na sebi? Si odgovorila, ker je lažje. Lažje je spreminjati okolico oziroma kazati s prstom na druge, pritiskati na druge, spreminjati, ali pa tako kot iskati ugodje izven sebe, lažje je iti v shopping, kot se soočiti s sabo. Ne? Lažje je iti spiti kakšnega, kot pa pogledati v to, kako se počutim. Lažje je iti delati, kot pa začutiti sebe. Ne? Torej, lažje je, ravno zato, ker je težje spreminjati sebe. To ni enostaven postopek ali pa pot, ali kako naj rečem. To velikokrat rečem, to je za pogumne. In pač lažje je skažati s prstom drugega, kot pa pogledati vse te tri, ki kažejo nazaj na tebe. Ne? Ja, v bistvu zelo dobra prispodoba. Trije v bistvu so obrnjeni nazaj. Moramo se soočiti kar z malo večjimi stvarmi, izzivi. Kaj bi pa rekla, kaj pa je tisti smisel oziroma kaj je smisel brskanja po sebi, v sebi? Kakor za koga? Jaz lahko rečem, da v prvi vrsti ljudje iščejo v bistvu pomoč, torej takrat, ko ne zdržijo več sami, ko ne zdržijo, ko ne vejo več kako, torej lahko je ta povod ena težava, ena težka izkušnja, ena bolečina, lahko pa je to tudi čisto preprosto zanimanje za sebe, pač raziskovanje, ker ti je to zanimivo, kot en navdih. Lahko je to, ker ti to nekaj prinaša zadovoljstvo, je lahko to en hobi. Zaradi najrazličnejših načinov, pač ne vem, pogosto je pač ravno ta, da nekaj ne štima, ne vem, kaj naj, pa potem pač iščem odgovore. Zdaj seveda lahko jih iščem v knjigah tudi, začnem brati, začnem iskati, kaj naj naredim, če imam težavo in potem avtomatsko pridemo do sebe. Torej, če nisi, ne vem, če ti je težko govoriti v javnosti, kaj narediti za to tremo, če mi je težko iti v trgovino sam, ker me je strah, pač iščeš spet tukaj odgovore, kaj lahko jaz tukaj pri sebi naredim. Pa zdaj sem dala take, mogoče malo banalne primere, ampak se ločujem in mi je težko. In potem spet, kaj lahko naredim, da bo meni boljše. Torej tudi to je v bistvu iskanje ugodja na nek način, da si pomagam ven iz težav. Ti imaš to svojo, bi rekla, prostore, se nahajajo tu v Lenartu, deluješ, začela si delovati, mislim, prav na samostojni poti
pred COVID-nim časom, če lahko tako rečemo. Naš podcast je bolj osredotočen na same Slovenske Gorice in ravno tu me zanima, kakšni so odzivi naše lokalnih prebivalcev, koliko se zatekajo po to pomoč, je to kaj drastično narašča, upada, kakšne imaš ti izkušnje? Jaz moram reči, da jaz sem šla na mojo pot v bistvu bosa in brez vsega. No. Bila sem na razpotju, ali naj vzamem eno službo, ki je čisto izven moje profesije, ali naj, takrat sem bila na zaključku študija, ali naj grem to mojo pot, pa nimam nič začrtano. In to je bilo že takrat po smrti tega mojega partnerja. In ljudje so malo tudi vedeli, pač prej sem že študirala psihologijo, včasih sem kaj napisala na Facebook in potem, ko je Jure umrl, je bilo veliko ljudi, ki je pač to zanimalo in so brali te moje vsebine. Ne? Mogoče sem bila tudi navdih, ker sem se kako sem se spopadala z tem. Ne? In ko sem jaz se odločila, da tiste službe ne sprejmem, da grem to svojo pot, sem samo začutila, jaz moram predati to, kar čutim, kaj sem jaz ozavestila skozi to pot žalovanja ali pa skozi pot raziskovanja sebe in sem naredila samo ene delavnice. Pač brezplačno predstavitev delavnice, nič nisem imela, ne. In je prišlo 30 ljudi in se je od tistih 30 vpisalo na te delavnice, ne, ki so trajale 8 tednov. In jaz sem bila v šoku. Pač jaz nisem pričakovala takega odziva. In potem, ko smo te delavnice dali skozi, sem še ene ponovila. In potem sem naredila, ker so oni nekako, ne vem, to bi bilo ful dobro za kakšen retreat, v bistvu so me ljudje, veš, to je tisto povpraševanje pa ponudba, ne. Jaz sem imela povpraševanje, kaj če bi ti naredila kakšen retreat, torej odmik, večdnevni intenziv. Pa smo, ja, lahko naredimo. Naredim prvega, se zapolni. In ob tistem, ko je že prvi se zapolnil, so mi ljudje začeli govoriti, jaz bi pa k tebi prišla individualno. Se lahko pridem na pogovor. Jaz nisem imela nič, jaz nisem imela ne prostora, ni česar. Ne? In ljudje so kar začeli oni pritiskati na mene, daj mi to. In jaz sem potem samo sledila temu in pri meni se ni zgodilo tega, ne, da v domačem okolju pa ti ne uspeš ali kakorkoli. Ne. K meni so prihajali tudi iz domačega okolja, iz vseh vetrov, pač ljudje so prihajali, no. Ne samo z domačega. Potem se je to tako širilo počasi in v bistvu zdaj, mislim, ja, ljudje so, ne. Bi lahko skoraj pri tebi rekli, da je dejansko ta težka izkušnja, ki si jo imela, dejansko ti odprla čisto neko novo poglavje v življenju in bi lahko skoraj rekla, ja, vse se zgodi z razlogom in mogoče je bila ta dobra stvar, te težke izkušnje, da si na novo zaživela. Jaz mislim, da je vsaka težka izkušnja kot Feniks, ne, kjer se prerodiš, ne, izgoriš v tistem bolečini, se sesuješ v pepel in potem zrasteš iz tega. No. In če to prepoznaš in to zmoreš ali pa imaš dovolj podpore in načinov, tehnik ali karkoli, ti vedno prinese nekaj dobrega. Tako da meni je ta izkušnja seveda absolutno dajala. Čeprav recimo ta Jure on je meni že takrat, ko še je živel, govoril, Maja, ti moraš to dati, kaj si nam dala, mi smo bili ena taka grupa plezalcev, daj ti to naprej ljudem, jaz ti bom. On je meni zrihtal že domeno, spletno stran je imel že v zametkih, iskal je že, ne vem, kje bi jaz te imela delavnice in jaz nisem bila pripravljena. Jaz sem pa jaz ne upam, pa kaj bom jaz govorila pred ljudmi, pa kdo bo te mene poslušal, pa če res nisem imela tega drive, ali kako ne rečem, pol pa je prišel samo od sebe v bistvu, ne. Oziroma preko te težke izkušnje, preko vseh tega, kaj se je dogajalo, ja. Omenila si že tudi, da ni bila samo ta težka preizkušnja, mislim z mano v pogovoru, da si se soočala tudi z več drugimi stvarmi. Zato lažje tudi na nek način lahko pomagaš tudi svojim klientom. Kjere vse tiste strokovno, če lahko nanizaš kaj, s čim vse si se soočala? Mogoče lahko rečemo, s čim se nisem. Prej konec. Ampak ja, zdaj nekdo, ki gre to študirati in raziskovati, kot smo že na začetku rekli, je zagotovo nekdo, ali je to mu hobi, ali pa zaradi svojih težav in težke preizkušenj. In jaz sem med temi B, ne. Torej,
v bistvu, kaj bi izpostavila? Mislim, vse bi mogla izpostaviti, ne, če bi šle tako. Ne vem, koliko imamo časa, ampak vseeno. Že otroštvo je recimo mene zaznamovalo. Mama je stala z mano doma, oče je šel delati v tujino in ker je bila primorana na nek način pustiti službo, ki jo je seveda oboževala in imela rada in v njej je blestela in je bila vesela, zaradi nje je naenkrat ugasnila in zelo pozno je imela otroka za tisti čas, to je 50-letniki, 50-letnica je mene tudi in je imela zelo pozno, torej ne vem, pri 36 ali nekaj takšnega in tudi to je na nek način bil en faktor, pač nisem ni primeren čas in tako naprej. In je bila v mojem otroštvu tako malo zavita v eno depresivno obdobje. Pa nočem zdaj ji delati kakršnokoli škodo ali govoriti slabo o njej, ampak to je zaznamovalo moje življenje, zato ker če je mama depresivna, je neodzivna za otroka. Za otroka ne vidi, kakšne potrebe ima. Otrok začne zatirati svoje čustva zato, da čuva starša. In pač da jaz lahko slišim drugega, razumem drugega, berem mimiko, to sem se naučila že kot otrok, ker sem mogla paziti na mamo, sem mogla paziti, da ne izbruhne, torej, da se paziti te mimike, brati to vse skupaj. Seveda, tudi mamo je zanimala psihologija, kasneje, ko sem bila večja, smo velikokrat debatirale, te kolumne brale, kotiček tete Justi, vedno se ga že spomniš iz Pila, pa potem, ne vem, na Jano je bila ona vedno naročena, zdaj delam malo reklamo, in je na zadnji je bilo pred poroto, še vedno je, tak je na zadnji strani je, kjer ljudje sprašujejo, pa porotniki odgovarjajo, in vedno so psihološke teme, in meni in njej je bilo to blazno zanimivo, in vidi so obe dve to recimo se potem debatirali in raziskovali, tako da ne bom zdaj rekla, da je samo tisto vplivalo, marsikaj vpliva, ampak že to je na nek način zaznamovalo, ni prostora za tebe, drugi so na prvem mestu, druge moraš paziti, in preko tega potem tako deluješ, in jaz sem imela v bistvu že kot otrok težave, taka dvojnost je bila vedno v meni. Po eni strani je bila ta ena zelo vesela, odprta, igriva energija, po drugi strani pa prestrašena in zadržana. In sem imela že na začetku, že v osnovni šoli, težave včasih z to socialnostjo, kako se zbližati s kom drugim, kako pogovor nagovoriti, mislim, kako se z nekomu pogovarjati, kako začeti pogovor, torej neko socialno anksioznostjo, tesno anksioznostjo. Spomnim se učiteljice v 7. razredu, družbo nas je učila, ne vem, mislim, da je bil 7. razred, in je rekla, klicala me je Marjetica, si ni mogla zapomniti Maja, ker nas je imela samo 1 leto, in je rekla, Marjetica, jaz ti poklanjam ta CD, ker me je opazila, da sem napeta, da sem nesproščena, in je bil CD s sproščanjem, torej tudi to je zaznamovalo, recimo, sprostitvene tehnike so bile, in sem mi neskončno hvaležna za to, če bo kdaj poslušala to, da bo sem ji hvaležna. In potem recimo, oče je bil zelo perfekcionistično usmerjen do mene. 100% petke so mogle biti, če sem pisala 91% petko, je bilo, kje pa si te pike zgubila in tako naprej. Tak en kompleks vsega, da je potem to v najstništvu malo razbohotilo se in smela od motenj hranjenja do anksioznosti, do tudi nekih... Na neki točki sem bila tudi malo samomorilno nagnjena, torej ena depresija se je razvijala, tako da jaz imam en spekter nekih težav, s katerimi sem se borila, ne samozavestna. Norčevali so se z mene v šoli. Ko sem šla v srednjo šolo, imela sem seveda očala, -8 dioptrije, velike zobe, suha, preklasta. Mislim, to je idealen človek, že fizično potem, da se nekdo norčuje, pa še samozavesti nisem imela. Torej, vzgojena v tem, pridna, poslušna, ne postavlja se za sebe, pač idealno za to, da se nekdo norčuje. In spomnim se, ko je enkrat en fant rekel, ti si pa tako grda, da te ne morem gledati. In
To je zaznamovalo, ne? Ko sem dala očala dol in popravila zobe in sem šla po Mariboru v srednjo šolo in so me moški gledali, oziroma fantje gledali, sem jaz mislila, shit, kako me gleda, kako sem grda. Torej, jaz sem bila en mes, ne? In iz tega mesa je potem nastalo to, jaz si moram nekako pomagati. Jaz sem si zatekla prvo k knjigam, no? Torej, tako prvo knjige, potem sem začela neke delavnice, potem sem se začela družiti z ljudmi, ki so bili bolj samozavestni, potem sem začela iskati izzive sama pri sebi, ne vem. Meni je bilo težko iti kot najstnici sami v trgovino, da si kupim nekaj. Pač strah me je bilo, kaj bodo zdaj drugi rekli, kaj bodo me gledali. Ne vem, to so take anksiozne neke misli. Pač, in jaz sem si dajala potem izzive. Ok, danes greš, pa preseži to. Potem, ko sem v Ljubljani študirala, je bilo, ne vem, danes ogovori nekoga na troli. Pač, idi, nasmehni se nekomu, daj nekoga poglej trgovko, ko boš ji plačevala denar, ne? Jaz tega ničesar nisem zmogla. Začni pogovor z nekom. Jaz sem to pač sama sebe presegala. Jaz sem bruhala pred javnimi nastopi. Ko sem imela drisko, sem imela bruhala sem, ko sem mogla v šoli javno nastopati. Jaz sem se presegala, da sem potem, ko sem delala v bistvu študentka na občini in so me postavili vodi Božička. Vodi Božička, ne? Ti si za to, ja, jaz sem tako zabavna, pa ne vem, se zrihtam in to vse skupaj. In jaz mislila, da bom bruhala tega, ne? Ampak ne, to je bil izziv. Hotla sem, želela sem in sem nekako čez te izzive prehajala do tega, da sem rasla, no. Potem največ, kaj pa mi je dalo, pa je v bistvu bila ne samo študij psihologije, ampak bolj lastna terapija, to, ker sem lastna psihoterapija. To mi je daleč največ dalo. No. Zelo lepo si urisala, ravno zaradi tega sem rekla, bom to vprašala, da izhajava iz tebe, ker mi je bilo zanimivo, mislim, želela bi to ravno poudariti, ne? Kaj potem ti, ko pridejo nekdo, ko ima neke take izzive v življenju, ali je to menjava službe, ali je to pač izguba nekoga, ali je to ločitev, kakršenkoli izziv. Kaj jim svetuješ, kako naj se odzovejo na neko tako spremembo v življenju? V bistvu ne svetujem. Okay. Samo pogovarjaš, ali kako? Ne, najprej daš prostor. Ne? Ponavadi so to ljudje, ki, mislim, niso zdaj vsi, ne? Ampak pogosto so ljudje, ki se bom že zmogel sam, se bom že nekako, ne? Držijo v sebi te emocije. Nihče jih mogoče ni poslušal ali jih videl in je dal prostor, tako kot recimo meni niso dali, ne? Oziroma si ga niti nisem vzela, ker pač je bilo takšna situacija v otroštvu, ne? Zdaj, iz najrazličnejših razlogov pač ljudje niso slišani, videni, razumljeni in to je prvo, kaj jim daješ. Ok, slišim te. Ne da, recimo, če ti otroku rečeš, da jim otrok pade, pa začne, mami, boli me, in ti rečeš, nič ni, ne, vse bo boljše, vse bo, ne. Ti v bistvu zanikaš njegovo bolečino takrat v tistem. In tu se že začne. Do poroke bo že vse minilo, ne. Ampak, ne, in s tem gradimo mi to, da moja čustva niso pomembna, ali pa moja mama je rekla, da to ni pomembno in jaz ne smem tega čutiti. In mi se v bistvu zelo odrežemo od vseh teh čutenj, potem prideš nekam zaradi stiske, zaradi vsega, kar je že nabrano. In za začetek dovolj samo, da pač nekdo ti odpre ta prostor. Pridi, dragi moj otrok, ne? Tisti, ki joka v notranjosti. Izvoli, povej, slišim te, vidim te, čutim te. Včasih jokam s klienti, pogosto jokam s klienti. In povežem se z njimi, tukaj sem za tebe. Ves prostor imaš, da daš ven svojo bolečino. Kakšno zdravilo je to, si sploh ne znamo predstavljati. In to je osnova, ki jo pač dajemo v tem procesu. Šele na to so te tehnike ali pa izzivi, ali kakorkoli si ti rekla, kaj nekomu reči, ko je težko. V prvi vrsti ga poslušaš, ga poskušaš začutiti in biti z njim. In zdaj seveda, več kot imaš izkušenj, lažje začutiš nekoga, ne? Ker si že sam šel čez to, ker veš, kako te je tebe bolelo, ne? In tako naprej. Bi lahko rekla, da v bistvu v prvi fazi je ključ v komuniciranju, v komunikaciji, povedati in slišati? Jaz mislim, da je v prvi fazi biti človek ob človeku. In biti za nekoga tam. To bi rekla. Ok. Te je presenetilo. Ja. Ker se mi zdi, da si kar nehala dihati na neki točki.
Ok, to zdaj vidiš, kaj te že čekiram, ne? Ne smem tega delati izven. Čisto ok. Rekli bi tudi mogoče ravno biti človek ob človeku, ampak se mi zdi, da ravno več ta stik smo nekako izgubili. V tem materializiranem, v tem hektičnem svetu vsega je okoli nas, ne. Zdaj pa mene zanima, mnogi tudi mislijo, da bojo srečo in mir in zadovoljstvo najdli v materialnih stvareh, ne. Pač na nek način se to umetno ustvarja, ali kako bi rekla. Kaj misliš pa, da je poglavitna ovira, da tega pač ne dosežejo, kar iščejo preko materialnih stvari? Ne vem, kaj je poglavitev, ne bi ti znala odgovoriti, kaj je poglavitev ovira, zakaj ne pride do tega, kar iščejo, ampak tukaj se ustvari en odvisniški vzorec, ne? Hočem to, dobim, ne vem, kupim to, občutek zadovoljstva, ne, en taki, kako se reče, razpršitev nekih hormonov, ugodja, potem pa to zgine in spet iščem to, ne. Torej, mogoče iskati vzroke, zakaj sploh to delam, ne, oziroma spet to je lažje. Lažje je iti to pot, zadovoljevati neke potrebe instant, čeprav vidimo, da nas ne zadovoljujejo. Ne? Danes sem se prijela. Kratkoročno, tisti potem. Ja, ampak kljub temu se vračamo k temu, ne? Zaradi tega, ker v bistvu nas je že sistem malo prisilil, nas je prisilila sosedova trava, ne? Naš nacionalni karakter mogoče, ne? Nas je prisilila naša manjvrednosti kompleksi, ne? Ker če bom pa imel tisto uro, bom pa ali pa tisti avto, ne? Bom pa zdaj pomemben in vreden in tako naprej. Tako da v ozadju je vedno neka psihologija, ne? Katero absolutno marketing in izkorišča ne? In nagovarja, ne? Ampak mi si kupujemo v bistvu ljubezen. Ne? V prvi vrsti si kupujemo ljubezen. Kaj, če bom jaz imela ta rekelc, pa bo nekdo mene opazil in rekel, wow, kako si ti vedel, bom me sprejel, bom všeč, ne vem, bomo privlačna, bom od tega imela neke ugodnosti in tako naprej, ne? Pa naprimer tudi eni, ne vem, v iskanju nečesa hodijo naprimer na potovanja, drugi, ne vem, menjujejo partnerje. Je to gre vse za isti vzorec ali? Ni nujno, lahko je samo bežanje od sebe, ne? Saj tudi tukaj, ne, pri materialnih stvarih je lahko bežanje od sebe, ne? Jaz se ne počutim pol pa hitro nekaj kupim, pa se malo boljše počutim, ne? To je tako, če bi tableto vzeli za glavo bol, ampak v bistvu imamo glavo bole zaradi tenzij in napetosti, zaradi stresa, ne? Ti v bistvu simptom pozdraviš na nek način, ampak ne pozdraviš pa vzroka, ne? Torej, lahko je v ozadju pač ta vzrok, da tudi tukaj, ne, v ozadju je en vzrok, ki potiska to nekoga, ne, in lahko pač nekdo samo beži v stran od tega neugodja, neprijetnosti, od vseh problemov, da se malo, ne vem, razbremenim in grem na potovanje, pozabim vse, grem teč, mi se lahko za vsem zasvojimo, ne. Tako kot je, recimo, telovadba ali pa, ne vem, tek super, je lahko tudi postane, ne vem, bergla, brez katere ne moremo več hoditi, ne, in zelo hudo je, ko se nekdo tako poškoduje, ne, in potem pride ven vse tisto, pred čemer je bežal v resnici, ne. In potem pride do depresij, pride do anksioznosti, do raznih stisk in tako naprej, ne. Kaj bi pa, naprimer, zdaj, ko si tu omenila, me zanima, kakšne so tvoje izkušnje, s čim se najpogosteje soočaš s tvojimi klienti, ko jih imaš? Kaj je tisto najbolj pogosto, ali je to depresije, anksioznost? Ali... Tukaj, ko se včasih s kolegice terapeutke ali pa tako, ko se kje skupaj dobimo ali pogovarjamo, se zgodi en fenomen. V bistvu pridejo točno takšni k tebi, kot so ti podobni, ne? Ki so ti ali bili podobni, ali so bili podobne izkušnje, in moram reči, da v bistvu hodijo točno takšni, kot sem prej opisala, ne? Torej, nekdo, ki je socialno anksiozen, ki je depresiven, ki ima, ne vem, težave v komunikaciji, težave v partnerstvu, težave z samopodobo, težave, ne, na najrazličnejših teh izgube, ne. Dobro, sej tudi prihajajo recimo starejši, recimo kakšni upokojenci, pa se z nekimi drugimi izgubami, ne, soočajo, ne, torej nekimi fizičnimi, ali pa nekdo, ki je zbolel, ne, in ima kakšno bolezen, pa podporo iščejo, ne, ali pa pač preprosto osebnostno rast. Tak,
ful široki spekter. Glih si zdaj, ko si rekla, dobili smo eno vprašanje preko spleta, torej prek teh storijev, ko smo objavljali, in je bilo zanimivo. Ena je napisala, da je pač partnerju kot zaupala, da bi mogoče šla na pogovor s psihologinjo, in je pač bil partner nekako proti temu, da bi ona zdaj šla k psihologini, kao, češ, se lahko meni zaupaš, kje je problem. Če mi razlika me sprašuje. Ja. Zakaj ni enako? To misliš? Ja. Ja, ker ni dobro, da je partner terapeut, in obratno, ker terapeut je oseba, ki ti v bistvu ti njemu daš vse, zbruhaš vse, on je za tebe tam, on te pa ne obremenjuje s svojimi problemi. Torej, ni takšen odnos, kjer bi dinamika je čisto drugačna. Ni enak odnos in niti ne sme biti tak odnos. Torej, mi ne moremo biti s svojimi klienti prijatelji. To je čisto ločeno. Ker to je isto kot z mamo ne moreš, ali pa staršem, ko si otrok, ne moreš biti prijatelj z njim. Ne smeš biti na nek način, zato ker pač starši je nekdo, ki te vodi, ki te usmerja, ki te posluša, ki te, izgrajuje. Ne moreš ti njemu govoriti, veš, kakšne težave imam jaz, ali pa ti si problem, ne gre. In v partnerstvu je točno to, danes te poslušam, jutri boš pa ti problem, ampak ne rečem tega, ne rečem, jaz vedno govorim, prvine terapevtskega odnosa ali pa terapevtskih nekih teh izkušenj ali pa tehnik, je dobro vpeljati v odnos, ampak ne, da je nekdo drug pol terapeut. Zelo pogosto se zgodi, da je en terapeut, drugega regulira, ga posluša, ga razume, mu dovoli njegova čustva, ga, vse usmeri in tako naprej, ampak ko pa ima on težavo, pa on reče, pa dobro, se ti boš to sama rešila, recimo, To ni enakovredno, to je to pol, Recimo, ta oseba je terapeut njemu, on je pa partner, ne gre skupaj, ne sme iti v bistvu skupaj to, Ker je potem en prikrajšan. Ampak lahko pa se, mi oba dva, jaz se tebi malo potožim, pa ti povem, kar je normalno, vse to vsi delamo, pa ti povem, kako mi je težko, ti me slišiš, ti pa meni, da imamo to na nek način uravnoteženo, ne da zdaj samo eden, recimo. Tako, ja. Kaj si misliš o tem, Nina? Mislim, iz tega vidika mi je zanimivo. Pač jaz bi rekla tako, zarečenega kruha se največ poje. Jaz mislim, da če bi potrebovala pomoč, mi ne bi bil problem, Ampak sem zdaj v taki zvezi, da se mi zdi, da pač ne potrebujem nekega dodatnega pogovora, ker pač uspema to funkcionirati. Verjetno so pa zveze, ki dejansko te stvari so malo drugačne. Mislim, vse smo si različni, logično. Lahko imaš partnerja, ki te sliši, lahko pa potem res potrebuješ neko drugo, da ni potem nekih tistih očitkov nazaj. Kaj pa zdaj, naprimer, če ti greš k psihologu, rečemo, jaz grem zdaj k psihologu, mi dve se izpovema in zdaj pa bi jaz rada tudi potem partnerju ene stvari dopovedala. Veš, jaz sem, zdaj če rečemo, ta gospa je šla, zdaj bi pa ona rada povedala, veš, meni pa sem bila pri psihologini, smo se pogovarjali, ona me razume, ti me pa nikakor ne. Kaj potem, oba dva naj gre tak tebi na pogovor, ali kako zadevo urediti, rešiti? Ja, zdaj si me, zdaj ob tem smela, še tri podvprašanja so se zgodila od vsem tem, kaj si govorila. Torej, zelo široko polje si odprla. Torej, kaj narediti, če ena oseba gre recimo k psihologu, seveda to še moram dodati še k prejšnjemu. Torej, za določenih travm in tega, kar smo imeli v otroštvu, je težko, da bo partner na nek način nam to pomagal pozdraviti ali poceliti. Seveda nekatere rane se pozdravijo z odnosom, torej jaz sem drugačen, kot so s tabo delali, naprimer, in se zdravijo, ampak neke zamere, neke žalovanja, ki jih nismo zjokali, saj nam lahko da ta partner prostor tudi, ampak to lahko poiščemo tudi kje drugje, Zdaj pa, če poiščemo recimo kje drugje, pa pridemo potem, kako je meni to vredo, ti pa meni tega ne daš,
To se zelo pogosto drugače dogaja, ne? Ker predvsem iz ženskega spola. Ženska recimo začne, smo mogoče malo bolj nagnjene k tem psihološkim zadevam, mehkim sebinam, raje to iščemo, ne vem, smo tiste, ki smo čustveno, mogoče, ker nam je bilo v otroštvu več dovoljeno za čustvi upravljati in smo po defaultu negovalke in smo tiste, ki za tem malo več upravljamo kot moški. Ne? Moškim je bilo bolj zatrito, pa ne, tam pusti. In pogosto je ravno ta vzorec, ne, da ženska pride, ugotovi, kako je to fajn, mi da sploh ne znamo komunicirati, ti me sploh ne slišiš, ti me sploh ne razumeš, ti nimaš pojma, kaj se z mano dogaja, tebe sploh ne zanima in tako naprej in potem začne pritiskati na partnerja. Ne. Zdaj, partner, če pa je recimo bil vzgojen tako, kot sem prej rekla, ne, Bog ne daj, da čuti žalost, strah, ker tega moški ne čutimo, ne, ker nismo ljudje, ne. Mi smo, malo se šalim, seveda, to se malo karikiram, ne, ampak ne, tako so nas vzgajali, ne. Saj nisi punčka, kada jokaš, ne. Ja, pa jokamo ljudje. Ma Bog sveti, ne. In potem fantek zatre ta čustva in Bog ne daj, da bi se on razjokal, pa povedal, da mu je težko, ali pa Bog ne daj, da ga je strah, mene ni strah, mi smo hrabri, mi gremo v vojne, ne, in tako naprej, rešujemo življenja in svet in tako, ne vem, kaj vse. Ampak, kaj malo prehitro govorim, mogoče? Ne, v redu. Za tiste, ki so malo bolj hiperaktivni, si ne bojo rabili delati na 1,5, da vas ko bojo poslušali, ker če se tako hitro govorim. No, torej, potem, ja, ko se pa to zgodi, ne, in če imamo doma nekoga, ki pa je zelo zatrta čustva, bo rekel, mislim, pa kaj se ti meni pritiskaš, pa kaj ti meni gnjaviš, ne, to je lahko en vir konfliktov. In ta nesorazmerje, ne? Torej ženska začne rasti, se razvijati osebnostno ali pa emocionalno zrelejša postaja, moški pa mogoče sej ne rečem, da je samo ženska moški, lahko je obratno, lahko je moški pa ženska, ne? Samo pač pogosteje je recimo ta dinamika. Ne? On pa ostaje na tem nivoju, potem ne gre skupaj. Ne? Ja, gremo kontra, ne? Gremo kontra, ne? In zato je partnerstvo takšno, da pač skupaj rastemo, ne? Skupaj smo pripravljeni se razvijati, če smo se pripravljeni razvijati, ker drugače slejko prej pokne, ne? In ja, če je moški pripravljen iti zraven, recimo na pogovor, je to odlično, ne? Ker je pripravljen se učiti novih načinov komuniciranja, upravljanja z čustvi, ne? Torej teh tehnik aktivnega poslušanja, da te začutim, da te slišim. In to lahko odnos dvigne na hudo visoko raven, pač na dost bolj zrelejšo, na dost bolj povezano, na dost bolj izpolnjeno. Če pa ne, pa pač... Je pa res, ne, da mogoče ta stigma še vedno je v družbi, ne? Ne bom zdaj rekla Slovenske Gorice, na splošno Slovenija ali pa tudi Evropa, ne, še vedno velja mogoče, ne, pa veš, bomo imeli zafukjenega, pa ne pašem, ne, pa se te veš, nisem nor, ne, kam bom jaz zdaj hodil tja, ali pa hodila jaz zdaj tja, ne. Na nek način tudi, ko smo naredili to spletno anketo, ne, ko smo dali vprašanja, ne, če bi se zatekel za pomoč, smo bili na pol, ne. Ja. Kaj bo ljudje rekli, imamo še zelo, zelo neukoreninjeno. Ja. To je prepreka, ne, ki nam preprečuje, zato da bi šli po pomoč. Ne. Jaz mislim, da kljub temu, da je že veliko tega bilo, mislim, da se že veliko govori o tem, da se ta stigma ali pa stereotip malo mehča, je še vedno zelo prisotno to, ne? Kaj bodo zdaj drugi rekli? Ali pa predvsem pri moškem, recimo zdaj pred kratkim pri moških sem slišala, pa ne me narobe razumeti, nimam jaz ničesar proti moškim, ampak pač ta vzgoja je naredila svoje, vseeno, ne? To zatiranje čustev, to racionaliziranje vsega, ta trdnost in hlad in odrezanost in tako naprej. Malo smo se zdaj dotaknili, veš, pač pogovorov moški, ne? V osnovi, ko je neka težava, ni vedno, da je okolica vsega kriva, ne? Ali pa veš, ko rečejo, nisem najdu pravega, ne? Pa iščem pravega, ne? Če greva midve v osnovi, moramo mi pri sebi razpucati, da boš ti lahko pravega priklical sebe, ne? Ja. Kako do tega? Kako ti veš, da je... Partner je odraz tebe. In na nek način je vedno pravi, ker te bo vedno nekaj naučil. Torej, če si ti, recimo, damo primer, nekdo, ki težko postavlja meje, ne?
in boš privabila k sebi partnerja, ki pa ruši meje cel čas čez tebe. Bo ta odnos tebe učil v bistvu, da postavljaš meje. Ne? Da vidiš, kako daleč gre. Ne? To je velikokrat. Takšni ljudje recimo velikokrat požarejo ogromno vsega in ta nekdo, ki hodi čez meje konkretno, dokler ni enkrat dovolj, jaz si tega več ne dovolim, se postavim, se nastavim in potem grem mogoče v novi cikel z nekom drugim, ki pa me bo nekaj drugega morda naučil. Ne? Torej, pravi je vedno, ne? Ker se v bistvu, to je čisto tak psihoterapevtska paradigma v ozadju, ali kakorkoli ne rečem, teorija, mi vedno privlačimo to, kar smo na nek način, oziroma partner nam bo vedno odslikal naše težave oziroma naše rane, ki smo jih že imeli povzročene strani našega otroštva. In na nek način bo podoben našim staršem, na takšen ali drugačen način. Se bo obnašal, ne vem, tako nadzorovalno kot mama, ali pa tako grobo kot oče, ali pa bo, ne vem, alkoholik, ali pa bo, ne vem, histerična, prestrašena ženska in tako naprej. Vedno nam bo na nek način odslikaval neko rano, potegnil ven tiste demone, da jih mi razčistimo, da jih mi začnemo videti, ne? In da jih mi imamo spet priložnost, oziroma ne spet, končno priložnost pozdraviti. Kajti te rane so se zgodile v otroštvu. Mi nismo imeli kot otroci kapacitet, da bi mi te rane pozdravili, jih zacelili, jih ne vem, kakošnokoli negovali, ne, sami pri sebi ali se kaj naučili iz tega. Tam so samo se zgodile. Zdaj, kot odrasli, pa imamo priložnost. Tako da, to se lahko grobo sliši, ne, ampak partner je vedno pravi, tudi tisti, ki je mogoče nasilen do nas, ampak to zato, ker se mi moramo naučiti postaviti meje, recimo. Ali pa se naučimo ne vem, kje je moja meja, ali pa kje je moja vrednost, da se naučimo ceniti sami sebe, da se naučimo, ne vem, odpirati, ne? Da se naučimo komunicirati, da se naučimo ne več bežati, ampak aktivno iskati, rešitve, ali pa se naučimo ne več pritiskati, pa dati prostor, ne? Več učenje. Moje osebno mišljenje je ravno to, ne? Da jaz mislim, da skozi življenje vsi gremo skozi neke določene izzive, ki nam jih pač ali neke izkušnje nam da, na nas pa je, ali bomo na njih zrasli ali bomo padli. Jaz še vedno mislim, da na vsaki izkušnji imaš priložnost, da zrasteš. Ne? In če si najdu tudi na najbolj težkih izkušnjah tisto, da vidiš, da je bila dobra stvar, ki ti je omogočila, da si zrastel, jaz mislim, da je to top. No? To je super, ne? In to je top, ampak ko smo v težkih izkušnjah, ne vidimo tega tako, ne? Ko je težka preizkušnja, definitivno tega takrat ne vidiš. Ne? Druga stvar pa je, da ne najdejo vsi te moči. Ne? Torej, ni nujno, da lahko spleže kdo iz tega. Ne? Torej, nekdo, ki je recimo zelo v žrtvi ali pa zelo depresiven, bo težje splezal iz tega kot nekdo, ki pač ima eno drugačno osnovo psihično v ozadju. Tako da, kaj pa potem v takih primerih? Najboljše, da v bistvu najde neko pomoč. Podpora, absolutno. Ali je to prijatelja? Odnosi, podpora, najboljše, kar lahko naredijo. Ne? Nekoga, ki se mu zaupa, nekoga, ki ga, ne vem, podpre, nekoga, ki mu je mar zanj, ne? Predvsem pri depresivnih, ker je depresija pogosto povezana z osamljenostjo. No? Torej, v ozadju tudi je osamljenost. Ena nemoč, en brezup in hkrati osamljenost. Tudi če smo obkroženi s polno ljudmi, ampak ta osamljenost, nihče me res ne vidi, nihče me res ne začuti, nihče me res ne ve, kaj se dogaja z mano. Nikomor ne morem tega predati. Pa ne zato, ker naj bi bili pripravljeni, ampak ker jaz tega ne zmorem dati, ne? Ker se tega nisem naučil. In to je težko. Jaz sem bila velikokrat terapevt v odnosih. Moram reči, skoraj večino svojega življenja do streznitve. Kot te vdari po glavi tudi. Ne? In pač tega sem bila navajena v odnosih. Čuvati jih, poslušati jih, razumeti jih, paziti na njih, skrbeti na njih. In seveda.
Prejle smo se tudi pogovarjali, ljudje tudi pridejo včasih do točke, mislim, ko pridejo do te točke, da rečejo, ok, potrebujem pomoč, pa se obrnejo potem na neke institucije in imajo slabo izkušnjo. Zdaj, zgodi se lahko tudi to, ne, ker imajo slabo izkušnjo ali pa potem več ne bo šel po pomoč. Kako bi tle svetovala? Ali naj še... Ja, jaz mislim, je treba najti tistega pravega, ker je več verjetno. Ja, se tudi če ni zdravstvo, zelo tudi če je v privat, ne, da ne rečemo zdaj, da je vse, nasmejala sem se, ker smo se preden so se vklopile kamere, pogovarjali na to temo. V bistvu tudi, če se tudi v privat lahko se zgodi to, da se pač z nekom ne poklopiš. To ni nič narobe, pač nekdo ti ne paše, ne? Zdaj, nekdo ti da priporočilo, meni je ona ful fajn, idi tja, ti pa prideš pa, meni pa ona ni fajn, ne? Najdi si nekoga, ki ti je vredo, nekdo, ki se skonjekta s tabo. In ja, mogoče je zdravstvo še to včasih tudi težje, ker pač si ne izberemo mi zdaj nekoga tam, ne? In če imamo tam slabo izkušnjo, mislim, jaz absolutno sem za to, da ne nehamo iskati pomoči. To je osnova, ki jo želim mogoče sporočiti, da ne nehamo iskati pomoči. Tudi če smo mi vzgojeni tako ali pa imamo ta prepričanja, jaz se zmorem sam, sej bom že za sebe, če vedno sem in meni ni treba, vsem drugim sem na voljo, a za sebe pa ne prosim za pomoč, ampak prosim lepo, prosite za pomoč, ne? Ker to vas lahko reši. To vas lahko reši, ne? Vedno znova. Vse v končni fazi bi lahko rekla, ne, da dejansko Slovenci smo vzgojeni, da veljamo za delovne ljudi. Ne? Pridne, delovni, uspešni. Ne znamo pa delati na zdravih odnosih, ne? Tu nam pomalo še šepa. Ampak v končni fazi tudi, če si izlomimo nogo ali če imamo fizično vidne poškodbe, bomo vedno šli k zdravniku, ne? Ko pa si zlomimo notranjost, pa v bistvu znamo... Pa še kar trpimo, pa še kar držimo, ne? Zdaj si spet dve temi odprla, ne? Moče malo po malo, ker moj ADHD možgani delujejo tako kot 10 zavihkov v glavi, no? In ena je ta, da sem se želela navezati na družbo, nekaj si z družbo menila, sem vam je zdaj pobegnila, druga pa je ta, kaj si da rekla? Delovni ljudje, da smo, delovni ljudje, to sem se želela, torej, da naša preživetvena, mislim, posamezniki oziroma posamezna družba krepi tisto, kar je za njega pomembno za preživetje, ne? In Slovenci smo bili hlapci, v bistvu, ne? Delovni ljudje, ki smo se skozi delo potrebovali, ne? Torej, tudi mi smo krepili te veščine, ne? Zdaj, odnosi so bili pomembni samo sosedski, da smo si pomagali med sabo, ne? Da on je imel traktor, on je imel ne vem to, on je imel vola, bika in tako naprej in smo si pomagali med sabo. Ne? Zdaj, to neke globine in te filozofije, niti ni bilo ne prostora, niti časa, plus tega, kot pravim, smo bili delovni narod, ne? To je ena stvar, ne? Zakaj tega nismo niti zvežbali že odprej, ne? Drugo, kaj si me pa vprašala... Fizično si polomimo stvari, vemo iti na urgenco. Ja, to pa sem se spomnila enega ful dobrega videa, ne? Da tako sedijo za mizo, bila ful dobra prispodoba, ravno za to, kaj si nagovorila. Sedijo za mizo in se začne en dušiti, ne? In seveda, če se začne nekdo dušiti, bomo pomagali, ne? Zdaj pa si predstavljate, da je to psihološko, da reče nekdo nisem vredo, da bi to prikazalo se kot fizična bolečina, da se nekdo v bistvu začne dušiti, pa se drugi odnašajo, se bo že skašljal, nima veze, jejmo naprej, ignorirajmo ga, ne, pač tako se obnašamo mi do psihične bolečine, ne, saj je bože, ne, on se pa duši tam, ne, vsi skočimo, če se nekdo duši, ampak če pa je psihično nekdo vredo, pa se boš ti si že močna, ti boš to zmogla, ali pa, ne, to velikokrat slišim prav od teh, recimo, oseb, ki so zelo močne, ne, vse prestale, ne, ti si močna, tega ne želijo slišati. Vse jim paše po eni strani, po drugi strani pa je, kaj mi lahko da kdo dovoljenje, da sem šibka, ali da sem šibek, prosim za to dovoljenje, jaz nočem biti samo močna, jaz se hočem tudi zlomiti in se po drugi strani ne bojim, ker z to močjo sem
videna, pomembna, vsi drugi me hvalijo. Kaj pa, če bom šibka? Kaj se bo pa takrat zgodilo? A takrat me bo pa si obrnili hrbet ali kaj? Tako da... V končni fazi bi lahko rekla, da tudi na nek način družba, v kateri zdaj živimo, pa bom rekla tudi ta Instagram, družba od nas zahteva, da smo popolni, nasmejani, zdravi, fit in vse. Takih slabičev ne želi. To je čisto odvisno, v kakem algoritmu si. Moj algoritem je psihološki. Jaz vidim ogromno ljudi, ki se pogovarjajo, te teme nagovarjajo, seveda, ker pač to gledam. In se mi zdi, wow, koliko mladih že ve take stvari, ko pač, ne vem, sem jih jaz zelo pozno zvedela, ali pa se jih komaj naučila na faksu ali pa tako naprej. Meni se zdi, da družba vseeno prihaja do te točke, da je ta higiena duše ali pa duha ali pa ne vem, psihe ali kakorkoli notranjosti, da je pomembna, da je to zelo pomembno, tako kot pač ne vem, jesti vitamine, si meriti krvni tlak, sladkor in skrbeti za ne vem, zobe, zobno higieno vsak dan, da se to vseeno že, prej smo sicer rekli delovni narod, pa težko po pomoč, ampak vseeno se že to preobraža. Se to že vidim. Ampak to, kar si pa vprašala, torej, če smo pa v algoritmu, kjer so vsi popolni, lepi in sposobni in uspešni in močni in ne vem kaj vse, ja, težko ne. Ker naši možgani cel čas v bistvu primerjajo. Naši možgani so nagnjeni k temu, da mi primerjamo, ker to je čist evolucijska kako ne rečemo, obrambni mehanizem. Mi smo večino življenja živeli v plemenih, milijone let smo živeli, mi smo 5000 let imamo zdaj civilizacijsko življenje, ampak milijone let smo živeli v plemenih, kjer je pač bila pomembna to, da je neka hierarhija, da si nekje v sredini. On dela to, on preskrbi za to, torej celo pleme bo preživelo, ker je odvisno od vsakega posameznika. Zdaj, če enega mi izločimo, ker je pač, ne vem, se neprimerno oblašal, ne vem, ni tak in tak in tak, to pomeni, da tega enega damo na milost in nemilost naravi. Ne skrbi več, ne vem, 10-20 ljudi za dobrobit vseh, ampak on sam za sebe. In to je bila skoraj tako grožnja za smrtjo, pač verjetno tak človek ni preživel, ali pa redko kateri so preživeli. Biti na koncu hierarhije, ali pa tam nekje izobčen, ali pa nekje tam malo čuden, ali pa malo štrlet preveč, je pomenilo pač grožnja za smrtjo, v bistvu. In naši možgani to še vedno tako dojemajo, pač izobčenost je grožnja za smrtjo, zato je to vse bullying tako težek, zato se nočemo izstopati, spotlighti so težki, pač kjer smo v žarišču, moramo pač samo, da bomo v redu, da Bog ne daj, da bi nas kdo pač preveč, ki je očrnil. In seveda, ti možgani, oziroma pač ta mehanizem, ki se dogaja, se potem dobi eno maso nekih priložnosti za primerjanje. In ti se pri tem čutiš, da si, jaz sem vedno bolj pri repu, vedno bolj pri koncu te hierarhije sem. In to je lahko, mislim, to kar danes doživljamo, če mi res kritično gledamo na to, to ni realno. To ne more biti realno, ne živi nekdo tako realnega življenja, kot vidimo na Instagramu. Če res ne pogledamo kritično, je lahko to material za depresijo na koncu. Za stiske, za slabo samopodobo pač. Mislim, to lahko se počutiš dobesedno kot drag. Ko gledaš te ljudi, kako vsi uživajo. Pa še ne to, naši možgani ne razumejo, ko mi preklapljamo iz teh storijev, da smo zdaj že 15 ljudi pogledali. In da teh 15 ljudi v bistvu na 15 različnih lokacijah uživa. Pod narekovajem pravim, da uživa, ker mogoče niti ne uživajo, pa samo zgledajo, da uživajo. Ampak naši možgani to gledajo kot eno osebo, nekako ne preklopijo tako hitro, da je to zdaj 10 različnih ljudi in pol sestavljajo eno idealno podobo in primerjajo z nami, pa mislim pa, moraš se počutiti kot drag, če tega ne kritično vrednotiš. Pač jaz res tukaj na nek način pozivam mlade ali pa vse, ki uporabljajo ta omrežja, res kritično gledati na to.
Ampak vse se tudi dogaja, ne? Mogoče sem spet jaz v tem algoritmu. Ne? Ljudje, ki kažejo real life, ne? Jaz sem mes, jaz se jokam, jaz kričim, jaz tudi kričim na otroka, kar ni ok. Jaz tudi to, ne? Da pokažejo že tudi to realno sliko, ne samo te perfektne. Ne? Pa včasih se mi tudi že zdi, da so ljudje skozi pač ta čas, ko so že toliko družbena omrežja, da dostikrat so že začeli ugotavljati, ne, da pa mogoče malo nekaj fake, ne, pa malo je preveč filtrov, pa nekaj ni najbolj vse popolno. Ne. Jaz še posebej rečem, dejansko, ko ti gledaš življenje nekoga na Instagramu, pa ko ga srečaš v živo, začutiš to energijo, začutiš, kdo je ta človek, kako dejansko živo izgleda, pa je bistveno, mislim ti, kar vse je dosti jasno. No. Da včasih za tisto lepo sliko opaziš, da je pred tabo razvalina življenja. Ja, ni nujno, da opaziš tudi. Ne? Zdaj, mogoče imaš ti senzore za to malo bolj izrazite, ne? Jih bolj vidiš. Ne? Nekateri pač še naprej nosijo to masko, pa izgledajo tudi še vedno perfektno, ne? Na zven. K meni je prihajalo ali pa še prihaja ogromno nekih zelo uspešnih ali pa ultra uspešnih recimo posameznikov, ki nihče ni vedel, kako anksiozni so recimo v sebi. Vsi so jih gledali kot popolne. Ne? Tudi, ne vem, influencerji so bili med njimi, pa je popoln profil, ne? Ampak nihče ni vedel tega, ne? Kako se pa on v zadju res počuti. Ne? Tako da tudi to je lahko fake, ne? Tudi vsi ne začutijo ali pa ne vidijo preko tega, ne? Ali pa vidijo samo to masko, ne? Ki se v bistvu nekdo skriva v zadju, zelo ranjen. Ne? In ja, mislim, jaz rečem, da je mogoče boljše, da imaš slabše slike tam, pa da si bolj živ v življenju, ne? Da te bolj nekdo pa se presedeti, wow, ti pa dejansko ful vredno zgledaš, pa ful vredno deluješ, no ti starom pa nisi rado tak, ne? Čeprav v končni fazi je bolj pomembno realno življenje. Valjda, da je, ne? Ampak to tako dosti ljudi pa živi, no, ja, mislim, želijo živeti v digitalnem svetu, ne? Ja. Ampak, malo smo zašli ta digitalni realni svet, malo prerežimo. Veš, kaj me še zanima? V bistvu, bo rekla, kar veliko je tega, no, nekih partnerskih zvez, ko gotoviš, da partnera živita nekako različne smeri. Kdaj lahko par oceni, a veš, da gotovita, da se poti razhajajo, da ni več tiste neke, ne? Se to začutiš? Ja, samo veš, dosti krat potem ugotavlja, pa najde v tisoč in en vzrok, zakaj temu ni tako, pa se potem pa sta za skupaj. Pa... Mislim, zakaj bi šel nekdo narazen, če dobro funkcionira, kljub temu, da pač sta si različna? Nekje mora biti nek vzrok, ne? Torej, če jaz čutim, da moj partner ni, da mi ni podoben in čutim manjko v nekih stvareh, jih nagovorim, ne? Jih skomuniciram, jih povem, jih naslovim. Jaz, mislim, v tem vprašanju dejansko ne vidim, ne da bi te užalila smisla, ne? Nočem te užaliti, ampak ne vidim smisla. Pač, če ti dobro funkcioniraš, pa tudi če imaš različne svetove, se verjetno ne sprašuješ, ali smo mi dva skupaj, ko nismo skupaj. Če pa se sprašuješ, pol pa je to že dovolj dober pokazatelj, da začneš nagovarjati to, kaj pa mene moti, da začneš to odpirati. Tako da to, da jaz se sprašujem o tem, je že en pokazatelj, ali smo mi dva za skupaj, nismo za skupaj. Sem bila logična? Ja, ampak potem, če ti začneš se spraševati, mislim, ne, ali lahko pride do tega, da ti poskušaš to zvezo zaceliti? Jo, seveda. Ali že v bistvu najdeš odgovore, pojdi stran? Od vsakega posameznika je odvisno, ne, kaj bo naredil. Ne, zdaj, kaj je tudi samo večinoma ne naredijo spremembe. To te je torej zanimalo. Torej, da če večinoma vidijo, pač meni to ni všeč, pa kar grejo v drug odnos. To te je zanimalo. Ja, ali pa veš, zakaj ne presekajo? Zakaj je tako težko narediti to spremembo? Torej, jaz čutim, ni mi fajn, ampak še vedno vztrajam.
Ja. To si mislila vprašati. Ja. Zakaj ni tega poguma, pa reči, dovolj je, grem? Ja, zaradi full faktorja. Ne? Vsak ima svoje. Ne? Zakaj ne? Zato, ker ne vem, v preteklosti je bilo zato, ker ne upam biti sama. Ne vem, ženske niso mogle ali niso upale iti stran, zato ker je moški bil provider, nekdo, ki je finančno vzdrževal, niso imele niti financ, da bi šle stran. Ne? Potem občutki ujetosti ali pa otroke ti bom vzel, če bo šla, ker imam jaz vpliv in imam moč. Ne? Od tega, da si ne upam zaradi tega, ker kaj pa, če ne bo nobenega drugega. Ne? To je lahko zelo pogosto. Ne? Pa sej ni tak slab, ne? Kdo pa bo mene imel rad? Če pa on pa mene vseeno tolerira ali pa ona mene vseeno tolerira. Jaz pač govorim danes iz ženske perspektive, ne? Ampak v obeh se to najde. Ne? Torej, zaradi najrazličnejših razlogov je to, zakaj mi ne zmoremo stran. Ne? Ali mogoče nimamo dovolj moči, da se soočimo s tem. Ne? Mogoče smo toliko pod stresom, ful je to lahko faktorja. Tako da to je ena zelo široka tema, zakaj ne. Pa vsak ima mogoče svoj zakaj ne. Kaj pa, naprimer, če pride en taki, kako mu potem bi ti svetovala, da v bistvu najprej mora sam s sabo razčistiti, pa s partnerjem, ali kako v takem primeru? Jaz vedno na začetku cilje nastavim. Oziroma, ne jaz, ampak klient na začetku cilje nastavi. Torej, zakaj ti prihajaš? On ti pove smer, v katero ti potem z njega pelješ na nek način z vprašanji. In on ima odgovore, saj jih jaz nimam. Jaz bom, recimo, klienta spraševala, kako se pa ti počutiš poleg tvojega partnerja? Kaj ti manjka? Kaj ti je okej? Kaj na splošno pogrešaš v življenju? Kakšna si bila pred tem partnerjem, naprimer, ali pa pred tem partnerko? Pač preko tega potem odkriješ, ali pa če ti povejo točno, jaz hočem iti na razen, pa nimam moči. Delamo na tem, torej, odkot pa črpaš moč? Na kak način črpaš moč? Kaj ti predstavlja vire moči? Zakaj misliš, da nimaš moč? Kaj ti manjka? In iz tega pač pride. Ure so to o tem, se pogovarjamo, in ne samo pogovarjamo, to v zadju seveda poteka ena nezavedna stvar, kjer se človek na nek način dviga iz tega, iz zemlje, ali pa iz blata. Rekla si, in to so potem ure. Ja. Ljudje mislijo, bom šel na eno terapijo ali pa na en šnel kurs, par terapijic, pa bomo zadevo rešili. Ja. Pač žal, če smo mi vzorce utrjevali 20, 30, 50 let, jih ne bomo v 2 mesecih rešili. Sploh tisti trdovratnih. Zakaj sem jaz tako perfekcionistična? Zakaj sem jaz tako, se ne cenim dovolj? Zakaj so vedno vsi drugi krivi? Zakaj sem jaz vedno žrtev? Zakaj vedno naletim na partnerja, partnerko, ki mi ne daje ljubezni? To se je gradilo leta in leta in leta. In tega ne moramo zdaj tako spremeniti. Zato tukaj posegamo pod tem globoke vzorce delovanja, ki pa preprosto rabijo svoj čas, prostor, odgovore, čustva, predvsem to čustva, da prijemo v stik s tem, kaj pa so meni počeli, zakaj sem jaz tak. Kako je bilo to težko? Odžalovati to, odjeziti se z tem, dati ven vse, kar je z frustracije, jezo, žalost, gnus, bes, karkoli. Iti čez ta proces, zdaj ti je dovoljeno, zdaj lahko jokaš. Iti čez vse to. Potem počasi to se dviga in poceli. In to govorimo, pa seveda nekatere stvari se lahko rešijo. Dajte me zdaj podpreti pri ločitvi, naprimer. Ali pa dajte me podpreti, sem zdaj v obdobju, imam raka in bi rabila, neko psihološko pomoč, da zdržim to obdobje. To je čist nekaj drugega. Ampak če prideš ti z nekimi globimi zadevami, so pa potem ure in meseci in leta tudi. Jaz bi rekla, da tako kot si zobe umivamo, je to nekaj, kar je dobro, da
to ni zdaj samo, ne, mi zdaj veliko smo govorili o težavah, ne, ali pa nekdo, ki je v stiski prihaja. Ne. Veliko ljudi se odloči zato, ker je to moja higiena, mojega duha, mojega uma, to je čas zame, tukaj jaz pridem do idej, tukaj se z nekom pogovorim, ki je pač neutralen, zventiliram stvari, ki so se mi nabrale. Tudi zaradi tega hodijo, ne zdaj samo s težavami. Ne. Zato, ker sem zaradi tega jaz boljši človek, zaradi tega, ker boljše funkcioniram, zato, ker tu vun se zdrem, pa me ti poslušaš, pol pa sem doma vredo partner ali pa partnerka, ne, ali pa v službi sem boljši, ne, in tako naprej. Ni zdaj samo, ne vem, težavo imam, ne, ampak samo, da mi je lažje, ne, in zdaj sem izgubila nit, kaj sem želela povedati. Tako da ne vem, kaj je. Ne, se v bistvu mene je zanimalo tudi ta spekter, mislim, ko si pogovarjala, mi je všeč, veš, da ti pokažeš tudi neki spekter ljudi, ki k tebi hodijo, da ni v bistvu vedno samo, veš, da bi rekla, aha, zdaj pa če imam težavo, pa moram iti k maju. Ja. Ne? Ne, dejansko bi lahko absolutno. šla tudi, ne vem, želim ugotovim, da sem na nekem preseku, ne, pa želim Si nekaj razjasniti, ja. tako ja. razjasniti Tukaj- ali pa pač ugotovim, da bi želela malo bolj osebno se razviti, neke stvari bolj poglobiti, tudi pridem k tebi in se lahko pač, mi pač ta stvar ustreza, no, da se pač Ja. s tabo pogovarjam. Ja, in tu pač niso ure in ure, ne? To je pač tisto obdobje mogoče, ne? Ampak veliko krat potem klienti kar ostanejo, ne? Ker jim je fajn, ker je to pač tisti prostor za tebe, ne? Kjer te pa res nekdo Saj eno v bistvu- uro skoncentrirano posluša. V bistvu bi lahko rekla, ne spet, če gremo na fizično, na psihično, ne, se hodimo isto na telovadbo, hodimo v fitness, ne, tu imamo tudi neko tako pilates ali kaj, neka taka varianta, no, ampak ista stvar je dejansko, ne. Mi, če skrbimo fizično, lahko tudi isto v bistvu enkrat na teden hodiš Ja. trenira dušo, duha ali kakorkoli, ne. Saj, hvala, si me spomnila, to je tista druga stvar, ki sem izgubila. Torej, to sem želela povedati, da je to lahko samo kot ena higiena, ne? To, kako si zdaj povedala. Ne? Ni nujno, in to je potem pač leto. Leto hodiš k terapeutu, k psihologu, ker pač ti je to za spucati glavo. Na mesto kolesarjenja, ne primer, ali pa ne vem, hoje v hrib, ali pa sprehoda in nekaj takega. Ne? Ja. Uro smo porabile. Jaz bom rekla, samo še dobili smo ta vprašanja publike, vseeno bi jih omenila. Sicer smo kar dosti stvari obdelale, ampak ena je bila tudi, kar mi je zanimiva, kako začeti partnersko komunikacijo, če je zamrla. Z komunikacijo. Ja, ampak kaj, če iz druge smeri Ja. je tišina? Ja, ok, dobro, da greva v to. Torej, kako začeti komunikacijo, če je zamrla? Ne? Mogoče je zamrla zaradi časa, ne? Mogoče si nisva več vzela časa zase, mogoče nimava več, ne vem, se zgodijo otroci, ne? Ali, gradimo hiše, ne vem, se selimo ali karkoli. Pač se midva oddaljujeva, ne? Tisti čas, ki smo ga imeli drug za drugega, postane pač da ti idi to, ono, tretjo neopravila. Ne? In prvo je, kot prvo pač idi nekam sam s tem človekom. Ne? Torej, če je problem komunikacije zaradi odtujenosti. Ne? Pojdi nekam sam, zbližajte se fizično, dajte si ta čas fizično. In mogoče šele na to, ko se malo telesi sprostita, ne? Začeti komunikacijo. Ne? Ker tak, če smo en dan z nekom, cel dan 24 ur, če si lahko to mogoče privoščimo, ne? Zagotovo moramo komunicirati. Ne? Porabili bomo teme, ne? O vremenu, politiki in sosedih, ne? Ali pa o oblekcah, ki smo jih kupili novih, bomo potem prišli na neke bolj globje teme. Ne? Tako da prvo prostor in čas. Ne? Zdaj, če pa to ne gre, ne? Če še tudi to ne gre, pa potem nagovoriti to nekomunikacijo. Torej, odpreti to temo. Ej, midva se pa ne pogovarjava, ne? Si opazil ali pa opazila, da se midva zadnje čase sploh ne pogovarjava. Ne? In potem iz tega in če zdaj, ne vem, verjetno je na drugi strani oseba, ki ne bo zdaj ob tem vprašanju tiho, ne? Bo nekaj rekla nazaj, ali pa kaj ti misliš, zakaj smo midva zgubila to komunikacijo? Meni se zdi, ali pa deliti svojo osebno izkušnjo, ne? Zelo lažje je, oziroma boljše je in bolj
primerno za odnose, ali mislim, tehnika, ki gradi odnose, je, ko govorimo o stavkih, ne ti stavkih. Ne. Ti se z mano več ne pogovarjaš, nekaj čist drugega, kot pa, meni se zdi, da mi do zadnje čase res ne komunicirava nič. Ne. Odpreti, biti ranljiv, pač ključ je pa ranljivost. Torej, upati si povedati, kaj čutiš, kako se počutiš, kaj se ti dogaja, ne? Kakšna so moja čustva ob tem, kaj meni to povzroči, kaj se z nama dogaja. Ne? Torej, s komunikacijo v bistvu začnemo, ne? Gotovenost komunikaciji. Presekati ta molk, odpreti to temo. Zdaj pa zakaj pa ne odpremo teme? Spet je lahko 1000 razlagov, vsak pa svoje. Zato, ker si ne upamo, ker me je sram, ker me je strah, kaj bo zdaj si on mislil, kaj ne vem. Ampak ja, če želimo pač neko stvar zaceliti, je pač prvo potrebno neki korak narediti. Odpreti. Torej, gnojno rano moramo odpreti, če hočemo zaceliti. To je. In pri vseh ranah je tako. Teh iz otroštva, mladosti, akutnih tukaj, zdaj, ne? Torej, odprimo, da steče ta gnoj ven, soočiti se s to bolečino ob tem, ker kaj ti tako se bo lahko zacelila. In najbolj pomembna stvar je ta, da je moramo prečutiti to. Ne? Mi bi vse radi zapakirali, pa pod tepih, pa daj tam pustimo, pa ne diraj, ne dlava, dok spava, ne. Ampak bistvo je ta, da odprimo to preprogo, odprimo te Pandorine skrinjice. Mogoče ne vse naenkrat, ker če smo to dolgo not tliščali in klačili, bo to samo bruhnilo naenkrat ven in ne bomo preplavljeni, ne bomo zmogli. Ampak mic po mic, ne, pogum. In zato jaz pravim, da ko sva začele podcast, to je za pogumne. To je res za pogumne. Soočiti se s sabo ni enostavno. Soočiti se s to Pandorino skrinjico v tebi. Videti sebe v ogledalo. Shit. Jaz tudi padam sem manipulator, padam v žrtve, ne vem, delam iz koristoljubja, sem zavisten, sem nemoralen. To je ful težko videti, ker pač vzgojeni smo bili, da dobro se nagradi, slabo se pa kaznuje. Ne? Se pri sebi potem tudi težko to vidimo, ampak te lastnosti ali pa te stvari je potrebno pogledati, ker na koncu smo vsi samo ljudje, sestavljeni smo iz svetlobe in teme. In ta tema nam je lahko res eno gorivo za rast. Zakaj se vedno počutim kot žrtev, ko moram spremeniti svoj odziv? Kot da moram spet prositi za nekaj. Zakaj se vedno počutim kot žrtev, ko moram prositi za pomoč? Ali postaviti, kaj je bilo? Ko moram spremeniti svoj odziv. Ja, to je malo premalo je povedano, kaj to pomeni spremeniti svoj odziv. Ne? Torej, mogoče je to pomenilo, ne? Torej, jaz zdaj ne postavljam meja, pa bi jih rada, pa ko začnem, se počutim kaj krivo. Da je ona vedno kot žrtev, ne? Ja. Da mora vedno nekaj prositi. Ne? Okay. Ja, pač to je mehanizem v ozadju, ki deluje. Ne? To je treba raziskati v bistvu vzrok, odkot je to, ne? Ker spet, vsak posameznik ima svoje, zdaj ni to zdaj generalno, vsi imajo tako. Ne? Zdaj, kaj se je dogajalo v njenem otroštvu ali v njegovem, kdorkoli je to napisal, ne? Je vprašanje, ve ona, ne? Torej, zakaj, odkot so ti občutki? Ne? Nagovoriti to, kdaj si se podobno počutila? Se še spomniš kakih situacij? Kje se je to razvilo? Kako sta se obnašala starša med sabo, do tebe? Ne? Tu ležijo odgovori. Tako da ni zdaj to enega odgovora za vse. Vsak ima svoje. Ne? In če se počutimo, da moramo nekoga prositi konstantno, torej smo to verjetno že prej počeli in dobili ta feeling, da ko pa spremenimo vedenje, mislim, ne gre mi sicer malo skupaj, mogla bi malo več konteksta vedeti, ne? Da ko spremenimo neko vedenje, da pač preprosto imamo ta občutek, da smo, kot da smo žrtve stalno. Ja, žrtve, ne? Kot da za nas ni to samo po sebi umevno. Ne? Odkot to prihaja, ne? Pogledati sami vase. To je odpreti Pandorino skrinjico. Ne? To vprašanje je v bistvu za njo, ne za me. Ok. Tako da tista oseba, ki je to napisala, če ne bo vedela sama sabo, mogoče k Maji, je pa, koliko smo se tudi že predtem enkrat pogovarjali, ali pa, če ne bo vedela sama sabo, ali kako naj rečem, ne. Ko smo se pogovarjali dejansko, kako je z vami psihologi, mislim, pri tebi,
Dejala si, da je res veliko, v bistvu je povpraševanje preseglo tvojo ponudbo, če se lahko tako izrazim. Lahko se k tebi ljudje obrnejo po pomoč? Ja, absolutno se lahko. To so taki cikli, vsi niso zdaj tukaj leta. Tako da nekateri res pridejo po akutnih težavah in so mesec, dva, mogoče pol leta, pa se potem spet obrne. Tako da jaz vedno, ko sem polna, rečem, da jim priporočam, da se vpišejo na čakalno listo in da jih pač pokličem takrat, ko bo se kaj sprostilo. In včasih se zelo hitro sprosti, včasih pa tudi ne. Je pa res, da to, kaj si rekla, opažamo tudi kolegice druge, iz iste stroke ali podobne, da smo vsi prezasedeni v resnici, oziroma vsi imamo polno dela, kar nakazuje na dvoje v resnici. Eno to, da ljudje si upajo iti po pomoč in da se je ta stigma malo sprostila, druga pa je ta, da ljudje imajo težave, torej, da so časi, ki samo bruhajo stvari ven. Po koroni se je to zelo razbohotilo, se mi zdi, da je malo vplivalo, da so ljudje malo bolj začeli gledati, ker so imeli prostor in čas, da se malo soočijo tudi za sabo, ker ni bilo kaj drugega za delati. In to je tako, kot imamo pomlad, poletje, jesen, zima je čas, da pogledamo vase, se umirimo in tako naprej. In je bila mogoče ta ena simbolna zima, ta čas, da so ljudje pogledali v sebe, videli, kaj ne vštima in je to pač spruhnilo zdaj iz njih. Drugače pa jaz bom začela sedaj, verjetno z januarjem ali pa s februarjem, nisem še čisto gotova, bom začela eno skupino za podporo tesnobnim, anksioznim in bodo to, mislim, da se bomo, ne vem še čisto točno, moram še zdaj malo skoncipirati, ali se bomo sestali enkrat na mesec ali dvakrat na mesec. In to pa je skupina, ki je namenjena recimo tistim, ki pa ne pridejo na vrsto še, ampak kot pridejo pa v eno skupino, kjer pa v bistvu imajo ljudje, ki imajo podobne stiske kot oni in se preko tega tudi povežejo. Tako da, če je recimo, to je pač zares ena specifika, čeprav anksioznosti je ogromno v družbi, ampak če ne gre tako, pa mogoče poiskati kakšen drugi način. Jaz tudi velikokrat pošljem naprej, torej drugim kolegicam, preverjenim virom in tako naprej, tako da pač iščite naprej, kdo pa hoče pač izrecno, vas, tebe, tako da tisti pač počaka. Okay. Hvala lepa. Zaenkrat to iz moje strani vse. Zdaj mene zanima, če mogoče kakšno vprašanje izmed publike, če bi kdo želel zdaj vprašati, drugače imajo potem na voljo tudi ena na ena, lahko rečem. No, na tem stolu. Tako, mogoče kjer vprašanje? Ja, kar izvolite. Da smo se prej o tem malo pogovarjali, sem nas malo zamudila. Ali je danes res toliko moških, ki se izogibajo odgovornosti in bližine, ali pa kot ženske samo bolj jasno prepoznavamo nezrelost? Kako naj se ženska v takem okolju orientira in ostane odprta za zdravo ljubezen? Wow, lepo vprašanje. Kako naj se ženska v takem okolju orientira? Bom začela z tem, kot z tistim, ali je res toliko tega. Zdaj, ali pa mogoče ja. Zdaj, dejstvo je, da prepoznavanje dinamike odnosov je vseeno dosti bolj izrazite še danes kot kadarkoli v preteklosti, ker se vseeno bolj ukvarjamo z psiho, z odnosi, ker je to zdaj zelo tudi trend, tudi pomembno in tudi vidimo napake in tudi vemo. Včasih je bilo to rezervirano za elite, pa na to se je malo šuškalo. Zdaj pa že vsi vemo, kaj pomeni izogibajoč partner. In je, ali pa mogoče ne vsi, ampak je že bolj mainstream, ali kako naj rečem. In to je mogoče ena stvar, ki pripomore k temu, da pa vidimo, koliko pa je v resnici tega, te dinamike. Zdaj, ta dinamika ambivalenten, izogibajoč, to ravno to pomeni
eden se izogiba, eden pa vrine v njega, ne? Eden bi bližino, eden bi umik, eden bi samoto, ne guši mi, ne pritiskaj mi. To je zelo pogosta dinamika v odnosih, ne? In seveda zahteva od nas eno čustveno zrelost, da to uvidimo in sprevidimo in preidemo, ne? In pridemo si bliže, ne? Da uvidimo, kaj počnemo in začnemo malo rast v tem, ne? Ampak rast ni enostavno, ne? In seveda jaz vidim, da se ogromno, tudi meni imam tudi veliko moških, ne? Niso zdaj samo ženske tiste, ki prihajajo, ogromno moških se raziskuje, iščejo sami pri sebi, rastejo, ne? Tudi to je prinesel mogoče trend, ne, če tako rečem, tega izbrskanja po sebi, da tudi nekdo, moški morda, ne, tudi začenjajo malo to pot. Ali pa so jih v to pritisnile mogoče ženske, ne, ker jih zapuščajo, pritiskajo na njih, ne, jih prevarajo ali varajo ali kakorkoli, pač na nek način sporočajo, nekaj naredi, ne? In zdaj sem ravno poslušala enega, ne vem kaj je, nekega influencera ameriškega in je rekel, da je pandemija osamljenih moških ravno zaradi tega, ker ženske danes v bistvu ne rabimo več nekoga, ki poskrbi finančno za nas, ker to zmoremo same, ampak v bistvu je to pol, daj mi nekaj več, ne? Daj mi ti nekaj več, ne zdaj samo denar pa finančno stabilnost, ne, ali pa status, ne. Daj mi to čustveno podporo, kar je lahko za moške, ali pa za tiste, ki so izogibajoči, se niso samo moški izogibajoči, ne, to je za pri moških in pri ženskah, za tiste, ki so izogibajoči, težko, ker oni so razvili pa zdaj nočem s tem težko govoriti, da je to nemogoče ali da je res tako težko, ne? Ampak težje, ne? Zaradi tega, ker oni so razvili ta mehanizem izključno zaradi tega, ker je bilo pretežko zdržati za temi občutki, ki so jih doživljali in so bili odnosi in bližina ogrožujoči, ne? In zdaj, kako naj ta človek da bližino, če mu je ogrožujoča, ne? Težko. In to naučiti se, gledati, sprevideti, ne, mogoče bojo potrebne generacije, da bomo malo bolj prišli, mogoče pa niti ne, mogoče pa pač samo leta ali pa meseci. Ne, jaz pravim, da zagotovo se najdejo tudi moški, ne, ki so odprti za to, kar iščete, ne, in zagotovo obstaja, ne? Vprašanje pa je, če imamo oči za njih, ne? To pa je drugo. Če naša dinamika ravno išče točno tega, ki je nedosegljiv, kako je on meni všeč. Ker mi je tak je samozadosten, tak je on v sebi, on nikogar ne rabi. Ne? V resnici pa je točno to osnova izogibanja, ne? Ali pa nekaj, kar je, ne? V zadnjem, verjetno nas tudi privlačijo, ne? Takrat je treba tudi pri sebi malo te vzorce pogledati in da ne bom predolga, ker to zdaj še lahko razpredam. Na dolgo in široko. Tako da, mogoče iskati na nekih drugih mestih, pa ne, mogoče pa so naše oči usmerjene v določene osebe, ne, ker ne, tega ne bom go rekla. Tega pa ne bom rekla. Ok, še kako vprašanje? Ne? Ok. Ali pa bom povedala. Velikokrat je nekdo v vezi z nekom, ki je mu nedosegljiv leta in leta, pa je mogoče samski zaradi tega, pa ne vidi drugih priložnosti. Ne? In pogosto je lahko to zaradi tega, ker smo mi piknjeni točno v to osebo, ne vem, v točno eno situationship, ne? In pač grejo v drugi mimo, ne? Ki pa mogoče pa so tisti, ki bi pa nam dali to, po čem hrepenimo. Ja. Maja, mogoče še za zaključek, kako bi bilo tvoje sporočilo našim gledalcem, poslušalcem? Jaz mislim, da sem že dala sporočilo. In moje sporočilo je bilo, prosite za pomoč. Ne? To je bilo, se mi zdi, tako, da upajte si prositi za pomoč. Ne? Ker to ni znak, da ste šibki, ampak znak, da znate poskrbeti zase in da ste pogumni pogledati vase. To je to.
Maja, hvala lepa. Hvala ti, Angelina. Jaz sem še edino poiskala, sem rekla, vkolikor sami naletijo naprimer, na kakšno težavo ali stiske, imamo dejansko na voljo tudi pri nas telefone, da se lahko obrnejo. Imamo klic v duševni stiski, je 01 520 99 00. Imamo zaupna telefona, Samarjan in Sopotnik 116 123. Imamo društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55 in pa telefon Tom za mladostnike in otroke 116 111. Toliko iz naše strani. Hvala, da ste spremljali naš podcast. V letu 2026 pripravljamo spet, bomo rekla, kar zanimive, drzne sogovornike. Začeli bomo z šefom iz Štajerske hiše kulinarike, v bistvu bolj tvoja občina, iz Gočove. V februarju bomo se dotaknili malo tega pomanjkanja družinskih zdravnikov, torej gostili bomo zdravnico družinske medicine, in pa potem v marcu bomo pa gostili domačinko iz Voličine, strokovnjakinjo, ki obravnava in raziskuje samomorilna nagnjenja. Dogodki so objavljeni na našem Facebook profilu, objavljamo tudi na Instagramu, Facebooku. Tale podcast pa bo dostopen na YouTubu in na Spotifyju.